Med 12. in 18. marcem je na avstrijskem Koroškem v smučarskem središču Innerkrems potekalo drugo svetovno prvenstvo gluhih v alpskem smučanju. Slovenijo je uspešno zastopala Anja Drev, osvojila je 2 bronasti medalji, in sicer v smuku in superkombinaciji. Drevova je že v mladinski konkurenci dokazala, da je specialistka za hitre discipline, ko je na prejšnjem svetovnem prvenstvu osvojila srebrno in bronasto medaljo v smuku in superveleslalomu. Na olimpijskih igrah v Hanti-Mansijsku v Rusiji pa je bila 3. v smuku. Na tem prvenstvu sta jo spremljala trener Drago Drev in pomočnik trenerja Rok Tomažič. Prvenstvo, ki se ga je udeležilo 13 držav, sta uradno odprla Kang Chen, podpredsednik Mednarodnega komiteja za šport gluhih, in Ginter Dušet, predsednik Avstrijske športne zveze gluhih. Tekmovalci so se najprej odpravili na trening smuka. Proga s startom izpod 2128 metrov visoke gore Greenleitennoka je bila izjemno zahtevna, predvsem pa hitra. Anja Drev je bila nad progo navdušena, saj obožuje hitrost. Pričakovanje od Anje. Anja je super pripravljena, tako da jaz mislim, da pričakovanja so definitivno medalja. Vsako tekmo pa štartamo na zmago. Zdaj pa do kamer bomo prišli, bomo videli. Dade, prvi, tako belgi, dade. Tukaj, progi, tebi, jaz mi malce rad. Da, progi, da, skoka, hitro, tu, da pilda, tako, Drevova je s 3. mestom Sloveniji prismučala prvo medaljo svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v članski konkurenci. Zmagala je Rusinja Elena Jakovišina, druga je bila Čehinja Tereza Kmohova. Lahko povem, da je bilo res super vreme, podlaga hitrejša za 2 sekundi kot pa na treningu, tako da je bilo že kar na določenih odsekih prav nevarno, ampak jaz sem uživala, ker obožujem hitrost. Dosegla sem 3. mesto, za kar sem zelo vesela. Vem, da sem še zmožna tudi še zboljšati. Dade, pa drugi, tako belgi, dade. Adija, pa prismutala. Veliko, osem, tu, super bele, dade. Jedan boste vam ostali. Preizkušnja v superveleslalomu je potekala na isti progi kot dan predtem smuk. Zmago je slavila Rusinja Elena Jakovišina,
Anja Drev je bila 5. Dosegla sem 5. mesto, ker sem naredila kar veliko napako na progi in na začetku mi je šlo hitro, ampak potem pa sem bila prepočasna, da bi dosegla stopnice. Ampak ne glede na to, jutri je nov dan, nova tekma, imamo superkli in slalom, pričakujemo, da bo tudi boljša podlaga, pa vse bolj trda in gremo na nove zmage. Super, kopija, da je se do pobedi, super, mene se. Anja Drev je s 4. mestom v slalomu in 3. v superveleslalomu zasedla odlično 3. mesto in tako osvojila še drugo bronasto kolajno na tem prvenstvu. Tretjič zapored je na najvišji stopnički stala Rusinja Jakovišina. Druga je bila Čehinja Tereza Kmohova. Ja, danes lahko rečem, da je bila zelo zanimiva tekma. Zjutraj so na srečo postavili meni primerno progo, naravnost, hitra proga je bila, tako da mislim, da sem ravno zaradi superklija dosegla danes 3. mesto, ker sem imela kar nekaj, kako bi rekla, nekaj prednosti pred 4., tako da čeprav je bilo slalom je bil precej težek, mehek in na koncu je bilo sam stotinke štejejo, ampak 3. sem, tako da daneska še ni Slovenc. Я знала, что мой серьезный соперник – это Тереза Кмохова, так как я уже с ней соревновалась на универсиаде, и я ее знала, ее возможности, поэтому мне не приходилось тут расслабляться. My second place are a little bit frustrating because Elena is very good girl with many experience and I want to beat her, but we have a very good and tight fight and I always try my best, but she always fought. I will try even harder and enjoy her. V zaključnem delu prvenstva so se tekmovalke pomerile v obeh tehničnih disciplinah. Veleslalomska tekma je minila v sončnem vremenu in pri precej visokih temperaturah, kar se je na progi poznalo predvsem v drugem teku. Tekmovalke so težje dosegale veliko hitrost. Anja Drev je bila po prvem teku 5. in čeprav je v drugem teku startala precej odločno in odvozila brez večjih napak, je bila vseeno prepočasna za stopničke. Zmage se je veselila Čehinja Tereza Kmohova. Druga je bila Rusinja Elena Jakovišina, tretja pa domačinka Melisa Kek.
Same postavitve, tako slaloma kot veleslaloma, niso bile kaj pretirane zahtevne, bila je pa kar zahtevna podlaga, ker je bilo že kar dosti toplo in zjutraj je še nekako šlo, pol pa se je že prebilo in je bilo zelo težka podlaga je bila. Konkurenca je pa, tako kot je Žanja prej povedala, res, da je udeležba manj številčna kot na normalnih svetovnih prvenstvih slišečih, ampak dobiti medaljo je pa kar težko ali pa biti med prvih 5, ker ne vem, 5, 6, 7 punc je resno so stvar vzeli vsi in kot je že rekla, nekatere punce tekmujejo tudi v evropskih pokalih, recimo Čehinja je letos tudi v St. Moricu na svetovnem prvenstvu slišečih nastopila. Zadnji tekmovalni dan ni bilo večjih sprememb v vrhu najboljših smučark. Najhitrejša je bila Čehinja Tereza Kmohova. Drugo mesto je osvojila Rusinja Elena Jakovišina, tretje pa domačinka Melisa Kek. Anja Drev je bila četrta. Tudi ta dan je tekma minila v sončnem vremenu, zgodnja ura starta pa je bila odlična, saj je bila snežna podlaga ustrezno trda. Trener Drev, ki je Anjo sicer spremljal le kratek čas v tej sezoni, vidi v njej še veliko potenciala. Zagotoviti pa ji je treba boljše razmere za trening. Ja, jaz letos ne poznam cel cikl treninga Anje, ker je trenirala pri smučarskem klubu Branik. Mislim pa, da prva Rusinja in pa Čehinja imajo optimalne pogoje. Mislim, da Anja takih pogojev nima. Je trenirala, zdaj ni pa trenirala v vseh pogojih, tako so zdaj dogajajo tu na tekmi. Tako da neke stvari ji sigurno manjkajo. Ja, menjava klubov je predvsem otekla za smučarja, saj s tem, ko zamenjaš klub, zamenjaš okolje, trenerja in je tudi vprašanje, kakšen trener je, če so v redu trenerji, potem so v bistvu na dobrem, če pa niso, si pa seveda v ozadju. Tako da to je precej zakomplicirana stvar. Anjina največja motivatorja in pokrovitelja sta njena mama in oče. Toda napredovanje v športu zahteva veliko denarja, to pa za starše pomeni čedalje večjo finančno obremenitev. Anjen oče skrbi tudi za pripravo njenih smuči. Zdrava kmečka pamet, treba vedeti, kakšni so pogoji na smučišču, treba imeti tudi prave maže, predvsem pa jih je treba pripravljati z ljubeznijo, tako kot smo zdaj rekli. Predvsem za smuk in super G sem se posebej potrudil, oziroma kar dolgo, cel teden predtem sem jih pripravljal na nek način in so bile smučke, moram reči, da so bile zelo, zelo hitre, čeprav so stare, mislim, novih ne moramo kar tako privoščiti, ampak so bile kar glede na rezultate dobre. Drugače pa pripravljam smučke zvečer, ja, tekmovalna smučka se pripravlja samo za tekmo tam cirka uro pa pol do 2 uri. Ko hodi Anja na trening vsak dan, je treba pripraviti smučke, tako da tega dela je kar precej. Za Anjo je bilo to svetovno prvenstvo vsekakor izjemno uspešno. 19-letnica je z 2 bronastima kolajnama ter s 4. in 2 5. mestama lahko več kot zadovoljna. Za letošnjo sezono lahko rečem, da sem kar zadovoljna, čeprav po mojem lahko rečem za vsakega smučarja, da ni čisto ful zadovoljen za vsako sezono, ker želiš še več. Časa za počitek pa ne bo imela veliko, saj jo kmalu čaka matura. Letos sem 4. letnik, torej zadnji letnik gimnazije. Veliko sem zelo manjkala, čeprav sem na srečo že septembra začela opravljati z izpiti, tako da po mojem, da mi bo uspela, ne? Čeprav zdaj, ko pridem iz svetovnega prvenstva, bom mogla precej pritisniti na gas, se učiti na polno, da bom do 20. maja, mislim, da zaključila z ocenami, potem pa še čaka matura, tako da bo še kar pestro. Moja velika želja je že skozi, da bi prišla na veterino v Ljubljano, tako da
bo morala zaradi tega še toliko bolj pisati fajn maturo, ker so tam težke omejitve. Po Anjini vrnitvi v domovino je celotna odprava na novinarski konferenci izrazila veliko zadovoljstvo nad doseženimi rezultati naše edine slovenske predstavnice na tem prvenstvu. Njen vrhunski uspeh dokazuje, da se šport invalidov čedalje hitreje razvija. Z izjemnimi dosežki športnikov pa se vse bolj kaže potreba po boljših razmerah za trening in po ustrezni finančni podpori. Športniki invalidi veliko pričakujejo od predloga novega zakona o športu, ki naj bi še letos izenačil športnike invalide z neinvalidi. Tako naše organizacije kot športnikov invalidov in to je v bistvu, jaz isto štejem, glede na to, da je to v bistvu moj mandat gre nekako k kraju, kot sami veste, 120.4. volitve, štejem to kot največji uspeh mojega predsedovanja, ker se tukaj v bistvu statusi tako športnikov invalidov paraolimpijskih iger kot olimpijskih iger gluhih iznačujejo za športnike in neinvalidi, tako da s sprejemom novega zakona bojo te stvari čisto poenotene. Pozdravljam. V imenu Športne zveze Slovenije iskreno čestitam Ani Drev za osvojene 2 bronastne medalje in tudi še ostala mesta, 4. in 5. mesto. To pomeni, da nadaljuje tradicijo osvojenih medalj. Bivši gluhih smučarjev Sabine Hmeline, Sama Petrača in Lojzke Metičeve, kar pomeni, da imamo tudi prihodnosti vsaj gluho smučarko, da bo še nadaljevala tradicijo gluhega smučanja.